Hello! Spet se počutim tako jaz, zdrava, ful je biti fajn, zdrav. Čakam, da se video izvozi, pol pa gremo v trgovino. Imam malo seznama, kar rabim, ne bom vsega kupila, kar sem si zamislila. V Big Bang moram iti in v Tedija. Ja, zdaj sem že pozabila, kaj sploh hočem kupiti, še dobro, da si napišem. Ura je 15 do 4 in je tema skoraj, ker je ful oblačno in ful piha. Tukaj med bloki tako prav živižgano. Jaz bi lahko te zvočne efekte delala. In baje bo sneg. Sneg, da bo ob 9 začel iti. Zdaj še gre dež, čeprav niti dež tukaj ne gre, ampak dobro, to je to. Jaz se bom odpravila, potem ko video se izvozi in ga lahko začnem nalagati. In ja, dajmo si en čopek narediti in gremo! Ne, pardon, jedli bomo še prej, ker sem lačna in še nič nisem jedla, ura je pa 4. Tam sem samo montirala video in to je bilo to, tako da gremo jesti. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind. So I can give you shelter, but am I a part of your... To pa že hočem posneti toliko cajta. V decembru sem dobila 3 voščilnice v poštni nabiralnik. Hvala vsem, res, ful sem hvaležna. In a niso lepe, a? Te dve sta naslikani z usti od različnih slikarjev. To je Ljubljana, tu so pa te jelenčki, to je pa Mucica, ki mi prinaša šopek. Ja, tako da ful hvala vsem, sem dobila. In tiste, ko zanima, imam pa poštni predal v opisu. Po dolgem cajtu sem si šla po kavo. Sneži. No pa poglejmo, kaj sem kupila. Mačje vide imam zadaj. Kaj cute muca. Jaz skozi gledam, da mačje vide. Jaz ful rabim eno muco v mojem življenju skozi. V glavnem, Teddy. 2 taki sem kupila te plastični škatli. Sta malo bolj nizki za oni moj art kotiček. Pol sem pa kupila to za tak miksati mleko. Tak 3,5 € je bilo. Zdaj sicer ne vem, kakve baterije prijejo, ampak imam večinoma vse baterije doma, tako da mislim, da imam. Pol sem si kupila en ta odsevalnik, ker sem zadnjič hotela moko presijati, pa nisem mogla, ker nimam tega. In pa metlico, ker je tudi nimam. Kupila sem si to mrežo za v umivalnik. Dala tukaj v kuhno. To rabim obvezno, ker drugače mi bo zadelalo. Pol sem si 2 taka obešalnika kupila, ne vem še, kje bo ta. Pol ta filc, ker ga moram narezati in ga dati pod ono, pač to polico bom dala spod filc, da ko jo premikam vsakeč, ko streamam, da se ne drajsa. Pa 2 taki škatli, ko jih že imam za organizacijo. Eno tako mini posodico, ne vem kaj, ampak jaz ful rada te posodice kupim, pa ful jih uporabljam. Pa eno rožico umetno, ni cute, 3 € je bilo. Tako me na pomlad spominja, ampak ja, ne bo še zdaj kje stala, ker je še zima. Pol sem šla pa v art trgovino v City Parku in sem, pač point je bil, da grem kupiti eno veliko belo barvo. In pol sem si še vzela te 2 zraven. Pa mi reče, če vzamem še eno to, dobim to zastonj. Tako da sem to naredila. Pol sem pa še kupila to, v bistvu je, kako se reče, zaključni lak za akril, za les. Torej, one, če se spomnite, ko sem delala one obeske zaključe, sem slikala na les in zdaj hočem to zaščititi. In sem kupila ta satenast, tu piše high gloss, ampak mislim, da je satenast. Ja, satenast
zaključni lak za to. Je bil kar drag, 16 evrov. Zdaj, kar se oblek tiče, večinoma v bistvu sem šla po pidžamo. Ker sem ugotovila, zdaj, ko sem skozi doma bila, da jaz nimam kakšne fajn pidžame, oziroma da imam samo en komplet in sem si pol ta komplet kupila. Tisti, ki so mi bili najbolj všeč, sploh ni bilo moje številke, tako da pol sem pač tega vzela, ful je mehek, samo moram še probati, nimam pojma, mi je prav. To je tudi pižama, mimogrede, ampak je taka bolj cute, pa mogoče malo bolj oprijet zgornji del, a ne, tako za, ne vem, poleti, ko hočeš biti cute, pa vseeno v pižami. Pa eno trenerko sem si kupila, ker nikoli ni dosti trenerk in ful težko najdem neko, ko mi je res fajn. In ta se mi zdi, da sem jo že imela. Upam, nisem sigurna, upam, da je ta, tako da ja. Primark. New Yorker. Kupila sem si to majčko. V bistvu bolj za kako sliko, če sem iskrena, ker itak nikamor ne grem. Nič posebnega, taka malo satenasta je, ampak zadnji je ful lepa. Je tako odprta, pa ima dva taka trakca, ful cute, kdaj bom to nosila, ne vem. In Pikachu! Kupila sem si v Berški tega cute Pikachuja, bilo je znižano iz 25 evrov na 16 in ful tak lep hoodie je, malo krajši, pa tak širok, ful mi je všeč za doma. Mislim za doma, pač ja, za uživati. Zdaj moram pa probati in vam pokažem. Pa tudi prav mi je, pullover mi je ful všeč, tak cute Pikachu, oversized. Sicer je kratek, jaz vem, da marsikdo tega ne mara, jaz imam pa to ful rada, zadnji je malo daljši, zato ker imam tak visok pas hlač vedno. Ja, to je to. A ni cute? So cute. Zdaj pri tej majici ne neki ful vidite, taka pač odprta je, kratka, nimam glih primernega modrca za ta hrbet, zato ker se zdaj nič ne vidi, mislim, modrc se vidi. Ok, to je pidžama, nič posebnega, ful je ta zgornji del velik, pa tak. Spodnji del mi je pa prevelik, ampak ne moreš menjati pižame, ker je niti ne moreš probati, brez da bi kaj strgal. Tako da pač, mislim, ta del v pasu mi je ful preveliko, tako vedno, pod nogah mi je kul. Drugače pa ja, taka pač, važno, da je udobno, a ne, tudi če mi je malo prevelika, se ni važno. Ok, ta zgornji del je pa kar nekaj, tega bom ziher vrnila. Pač ne vem, ful je čuden, ful je velik, pa kratek, malo preveč kratek tudi za mene, brez veze, to bom vrnila, ja. Račune moram najti, upsi. Ker je bila super sreda, sem si kupila McDonald's in zdaj ga bom zagrela v pečici. Smetana, omaka, zero kola. Ja, dajmo. Slamico sem nekje izgubila, tako da bom stekleno uporabila, itak so boljše. Ok, prvi outfit, nova trenerka. Ni čist taka, ko jo že imam, ampak mi je vseeno všeč. Sneg! Malenko sem pozabila na hrano v pečici, mislim pozabila, pač predolgo sem pustila nad. Upsi! Malo bolj hrustljav krompirček je. Ok, zdaj pa tek. Jaz sem si dala ogledalo sem in mojo najljubšo muziko, Bruno Marsa, Leave the Door Open. In tako imam ogledalo, da se gledam, kako jaz plešem in pojem in se imam fajn. Jaz sem to delala skozi, kadar sem pač imela ogledalo oziroma kadar sem imela možnost, ko sem bila sama doma ali pa nekaj, pač sem se drla, pač pela, plesala in ne vem, tako fajn se imaš lahko sam in vem, da več punc to dela, moški ne vem, kako to delajo, ampak za punce sem sigurna, da kdaj plešete pred ogledalom in se pretvarjate, da pojete ali pa se pretvarjate, da imate plesno točko. No, jaz to ful skozi delam in ful se fajn počutim, ko to delam, tako ful sem vesela in to. Tako da ne neha tega delati, ko odrastete. Grem se plesati. I'm having a house party and no one else can join me. Just gonna keep
Kako je lepo. Wow. Je šel kar konkretno sneg po noči. Sicer je kar fez moker, ker je prej cel dan šel dež, ampak ja, bom mogla iti avto spucati. Evo, nov dan, še en sončen dan. Danes vam bom malo povedala o mojih planih za novo leto. Jaz ne delam teh onih tipičnih novoletnih zaobljub, ampak tako se mi zdi novo leto fajn nek svež začetek, da si ustvariš nove plane, da si daš nek omejitev na ta cilj, ki ga imaš, ne da sem bom že, ampak mogoče kako številko bolj določeno napišeš, daš si cajt, koliko cajta imaš, da to dosežeš, tako da bomo šli malo čez to. Zdaj pa šla sem na Mercator, ker so neke stvari, ki jih nisem mogla dobiti iz drugih trgovin, tako da ta teden sem šla 3-krat v trgovino, zdaj mislim, da imam vse. In ja, sem kar ful stvari kupila v Mercatorju, dajmo pogledati. No pa dajmo. Pečeno slanino sem kupila, mleko brez laktoze, to je bilo nekaj reklamirano in sem videla, da je bolj poceni kot alpsko, tako da bomo probali. Brokoli zmrznjen, pomfri za peč v pečici, ta je ful dober, sem ga glih pojedla pred zadnje kose, tako da sem noga kupila. Planinski čaj, ker mi ga vzmanjkalo, jogurt, moj najljubši priliv za solato, mini mozzarele, to od Barille omako bučke, za kdaj, ko rabim na hitro. Moje najljubše yakisoba rezance, zelenjavne. Navadno olje, za če kdaj kaj cvrem. Mehčavca mi je zmanjkalo tega, zdaj že mislim, da je to moj tretji, ko ga imam. Potem sem si kupila to česno omako, ker ko sem si kupila zadnjič ni ista. In en mali kečap, ker ga ne toliko pojem, ampak včasih se mi ga zlušta. Ene take kosmiče, so taki poceni so bile, ampak se mi je točno to luštalo, ene take blazinice. Pa pico. Ta mi je ful dobra, tako da bom imela na zalogi. In kupila sem še 2 kozarca, ful se mi všeč te z dvojnim steklom, ne vem, ful dobro izgleda, pa tudi če je vroča kava, kozarc ni vroč, tako da ja, bile so pa 8 € v Mercatorju, tako da ja, to je moj haul. Skoro veliki. Tako se zdaj nič ne vidi, dokler si nem kave naredila, ampak ja, mogoče lahko malo vidite. Dan se namenijo testenine, take res ful enostavne, pa ne, ker se mi ne da kuhati, ker se mi enostavno lušta testenin. Nisem jih že jedla, po mojem cel teden nisem jedla testenin. Naredila bom te linguine, ko so taki ploščati. To bučkino omako, pa malo bom dala še smetane za kuhanje, tako da v miks, pa parmezan. Simple pimple. Sonce mi nažiga direkt v glavo, ampak mi je všeč. Tukaj imam moje cilje. V bistvu sem jih tako dosti naključno napisala, kar mi je prišlo na pamet. Eni so taki smešni, bi rekla ne toliko pomembni. Ne vem, no, mislim, odvisno. Oziroma, ta prvi je dosti pomemben. Vzemi si čas, kadar ga potrebuješ, v smislu, da če se kdaj kaj ne izide glede Twitcha, glede YouTubea, da je ok, če imam en dan fraj in pač probam zrihtati stvari, namesto da se ubijam in sekiram in si cel dan pokvarim, zato ker mi nekaj ne rata, ne, mi ne rata vloga dati ven ali pa mi ne rata streamati. Ok,
ok je, da si en dan vzameš, pač ko ti stvari ne grejo. Pol s tem je tudi malo povezan moj odnos do dela. Se mi zdi tudi, mogoče naša generacija je ful taka, da če smo produktivni, se počutimo, da smo nekaj vredni. Torej, ta self-worth povezujemo s produktivnostjo. Torej, če sem ful produktivna čez dan, pol sem pridna, pol sem dobra, pol sem nekaj dobrega naredila, če pa nisem, sem pa shit, a ne. Ne. Sem sigurno, kak dan je pač bolj produktiven, kak dan pač ni in tisti dan, ko ni, it's ok, vse je cool, nisem kaj manj vredna, nisem zdaj loser, ker nisem tisti dan kaj delala. V glavnem v tem smislu. Recimo zdaj, ko sem imela fraj, ko sem bila bolana 4 dni, nisem streamala, sem se počutila ful slabo, ker ne streamam, sem mislila, da bo pač vse, kar sem do zdaj naredila, ne bo vse padlo v vodo, noben me več ne ogledal. Isto se počutim glede YouTubea, pač ful imam tak odnos, da če se ne pojavim, bom vse zgubila, kar sem naredila. Kar je do neke mere res, zato ker pač zdaj kar tek zginem za en mesec in prijem nazaj, mi bojo sigurno ogledi padli, a ne. Ampak zdaj pa če ne vem, če si bom recimo vzela dopust, pa da en teden ne bo videa, ali pa da en teden ne bo streama, nočem se zaradi tega tek sekirati, da mi na koncu ta dopust sploh ni bil fajn, a ne. Jaz sploh ne vem, če zdaj govorim smiselno tukaj. Ko smo že glih pri dopustu, 4 leta nisem bila na morju, nisem bila na dopustu, ta pravim. Edini dopust, ki sem ga imela, je bil lani z bratom, za 2 dni smo šla kempirati, to je bilo to. Pa še to sem streamala, pa snemala, ampak ja. Tako da, moj cilj je, pojdi na oddih, pojdi na izlet. Lani sem probala neke izlete vključiti, tako da ni bad, ampak recimo eno obdobje ful hodim, pol pa nikamor ne grem. Pač je pa res, da je zima in edino smučat lahko grem. Pojdi pogledat oziroma naredi nekaj, kar še nisi naredila, videla. Tako da ja, pač probam tudi kak nov kraj najti, ker še nisem bila za kak izlet. Za dopust pa nimam pojma, kam hočem iti. Nekam bom šla poleti, ok? Pol imam recimo en cilj, ki je v bistvu nadaljevanje, oziroma mogoče, da grem eno stopničko višje, to je fitness, hrana in ukulele. To so stvari, ki jih nisem kar nehala delati. Ok, ukulele sem nehala, ampak fitness pa hrana, pač balancirana hrana in fitness, sem bila pa ful pridna, pol pa sem se začela seliti in zbolela sem, tako da za en mesec nisem bila v fitnessu, ampak to ne vidim kot, da se mi ni dalo ali pa nekaj, ampak je pač tako naneslo in tako da to bi rada nadaljevala, pa mogoče eno stopničko višje in se še malo bolj potrudila. Nauči se novih receptov. Prodaj si sliko, torej moj cilj je, da prodam eno svojo sliko. V bistvu me dosti folka sprašuje, če jih prodajam, pa vedno rečem ne. V bistvu moram samo reči, ja, jo prodajam in ja. Potem sem pa šla malo na številke in sicer en cilj je, ko me mogoče ga malo strah, se bojim, kaj pa če ga ne dosežem. Cilj, kateri te res potisne naprej, je tak cilj, da se ga v bistvu te je sram nekomu povedati ta cilj. Mislim, sram, pač ker se bojiš, da ti bo rekli, saj to ni mogoče. Ne? Torej, če se ti zdi cilj mogoče kar malo nemogoč, ne zdaj čist nemogoč, je očitno dober cilj. Tako da, moj nemogoč cilj, da bi vsak video na YouTubeu imel 20,000 ogledov. Nisem toliko daljena, ampak hočem, da je res vsak video, hočem ohraniti to konsistenco, tako jo imam zdaj. Itak te selitveni videi so takoj prišli na 20, ampak bi še naprej rada to dosegla oziroma vzdrževala. Pol imam 200 live viewsov, to pomeni na Twitchu, a ne, zdaj imam okoli 190 v povprečju ljudi, ki me gleda v živo. To pomeni, da jih je v živo toliko tam. To bi rada, da bi šlo na 200, kar mi je malo scary, ampak se bi dalo, mislim, da, no. In za to dvoje sem si dala rada bi to v enem letu prišla do te številke, pa da ostane kot sem rekla, konsistentno. Pol, kar se denarja tiče, sem si dala na YouTubeu cilj, da pridem na 100 evrov mesečno v povprečju na angleškem kanalu, tam imam malo manj ogledov, logično, ker je tudi bolj nov kanal. Na slovenskem bi pa rada prišla na povprečje 500 evrov na mesec, pač s temi reklamami, ko jih dobim. Zdaj v decembru je recimo bil ful uspešen mesec, sem dobila skoraj enkrat več, ker sem tudi enkrat več objavljala in selitev je bila, ki je tudi ful bolj ogledana. Mislim, da povprečje 500 bi se dalo, tudi če bom malo več zdaj objavljala, ne vsak teden, ampak ja. Pol sem si še dala en cilj, da grem malo vrtet,
sem šla takrat narediti šalčko, torej da se naučim vretenja. Čistek za hobi, nič posebnega. In ja, to so moji cilji, lahko bom še kaj dodala, lahko ne. Jaz sem si jih napisala, si jih bom tudi napisala v zvezek oziroma v moj planer. Je pa ena dobra ideja tudi, da si narediš to vision board, torej to tablo ciljev. Sonce gre glih dol, bom pokazala mojo. Torej, to je moja tabla ciljev, te nisem zdaj naredila, ampak sem jo naredila, ne vem, po moje 4 mesece nazaj, 5, ne vem. Jaz sem dala ful sličic, gor malo besedila, lahko bi tudi besede napisala, moje cilje z besedami. Jaz predlagam, da preden da si to narediš, si napišeš stvari, pol najdeš slike in ko to delaš, da si res pri stvari pač s temi cilji, da res jih začutiš, da veš, kaj hočeš. In to je fajn, da imaš nekaj, da večkrat vidiš. In ful pomembno pri ciljih je, da ne samo jih napišeš, ampak tudi nekaj narediš za njih. Drugače pa ful pomaga, da nekaj res napišeš, pa večkrat prebereš, se večkrat opomniš in tako naprej. Tako da ja, jaz vam želim uspešno leto, srečno leto, zdravo leto, vse dobro in upam, da vam je bilo to zanimivo, pa mogoče malo, da ste dobili motivacijo, inspiracijo, da si kakšne cilje napišete, ker ja, življenje treba rasti, da ostanemo tako, bom rekla, živi. Ja. Da nismo pasivni, ne? Ok, to je to. Don't go looking for reasons, asking for change. We got good things coming. Put your faith in me, so keep on going. We got good things coming our way. Missing someone